Spoštovani gospod župan, veteranke in veterani, Slovenke in Slovenci, gospe in gospodje. Danes se tukaj spominjamo časov pred 25 leti, pravzaprav najbolj usodnih ur v zgodovini slovenskega naroda, kar ga pomnimo. Zdaj, Slovenija je tudi še potem, ko je, ali pa še posebej še potem, ko je ljudstvo na plebiscitu izglasovalo z veliko večino odločitev za samostojno državo, naredila praktično vse, da se izognemo kakršnemu koli oboroženemu konfliktu ali pa oboroženemu spopadu. V zgodovini človeštva je najbrž zelo malo podobnih primerov, ker je bilo vloženo toliko naporov, da se neka situacija reši na miren način. Pravzaprav se je s temi napori v določenih trenutkih celo pretiravalo, ker je bilo jasno, da so brezplodni. Ker so leto prej slovensko teritorialno obrambo pripadniki jugoslovanske vojske z veliko pomočjo domačih dejavnikov skoraj popolnoma razorožili, vsaj kar se tiče težkega orožja, in ker se je vedelo, da je zaradi zamud pri sprejemanju proračuna in ostalih blokad neka ponovna oborožitev Slovenije, pravzaprav misija nemogoča. Kljub temu, da smo navzven sicer kazali nekaj mišic, pa so seveda tudi v Beogradu vedeli, da je neke realne moči relativno malo. In Slovenija se je takrat zdela zelo privlačen in lahek plen za, kot so rekli, četrto ali peto tehnično najmočnejšo vojsko v Evropi. To je bil tudi čas, ko ostali del Jugoslavije še ni razpadal. To je bil čas, ko je v Beogradu še veljalo zavezništvo med tako imenovano prosrbsko in projugoslovansko linijo. Do razcepa med tema dvema linijama je prišlo šele potem, ko je Srbija podprla umik jugoslovanske vojske iz Slovenije. Ampak to je bilo potem, ko smo že zmagali. 27. junija 1991 pa je bila ta fronta v Beogradu enotna in v celoti usmerjena proti Sloveniji. In potem, ko je Slovenija razglasila, najprej prevzela dejansko realne pristojnosti v svoje roke 25. junija 1991, dan kasneje pa samostojno državo tudi razglasila, se je začel čas, ko ni bilo nič več odvisno od politike. To je bil čas, ko je bilo vse odvisno od poguma posameznikov in od orožja, ki so ga držali v rokah. V teh urah pred 25 leti, še enkrat ponavljam, ni bilo popolnoma nič odvisno od politike. Politika je svoje naredila. Sklepi so bili sprejeti, ostali bi na papirju. Kolikor ne bi bilo pogumnih ljudi, kot je gospod Drnovšek, gospod Krkovič in nekaj tisočev drugih, ki so že tiste prve ure, ko je bilo potrebno braniti domovino, vedeli, zakaj gre in niso oklevali in niso kalkulirali. Te ure pred 25 leti so bile ure, ko so svetovni mediji poročali, da slovenska osamosvojitev ni uspela. To so bile ure po tiskovni konferenci generalštaba jugoslovanske armade, na kateri je admiral Brovet, Slovenec na žalost po rodu, namestnik Kadijevića, razglasil, da je jugoslovanska armada uspešno opravila svojo nalogo. To so bile ure, ko je bilo dejansko zasedenih z oklepnimi enotami jugoslovanske armade večino naših mejnih prehodov. To so bile ure, ko večina Slovencev, ki so služili v jugoslovanski armadi, kljub temu, da so bili že zjutraj pozvani, da prestopijo na našo stran, tega ni naredila, tudi tisti ne, ki so imeli to možnost. Kajti to so bile ure, ko se ni vedelo, kam se bo tehnica obrnila.
oziroma ko je kazalo, da se bo obrnila proti Sloveniji. Tisti, ki ste te ure doživljali na položajih ali ki ste jih doživljali tako, da ste to živo spremljali kakorkoli in kjerkoli, boste temu pritrdili, če boste spomin poslali 25 let nazaj. Zato obstaja tudi nešteto zgodovinskih dokazov, zapisov, posnetkov in to dejstvo je nesporno, kljub temu, da se ga v teh 25 letih pravzaprav nikoli ni skušalo resno tega spomina resno obojati, ker pač mnogim to ni ustrezalo. To je bil tudi 27. juni 1991, je bil tudi dan, ko je Slovenijo obiskal takratni sekretar Socialistične internacionale Piero Fassino. Drugi najvplivnejši politik v Evropi, kajti Socialistična internacionala je takrat vodilna politična sila v Evropi. Ni prišel na vlado, ni prišel na zunanje ministrstvo, srečal se je, kot piše v knjigi svojih spominov, z gospodom Kučanom in Cirilom Ribičičem. In piše, da sta ga oba prepričevala, naj Socialistična internacionala mednarodnega priznanja ne podari desnici. Torej, to je bil dan, v katerem ni bilo nikjer tako imenovane enotnosti slovenske politike. Je pa bila enotnost slovenskega naroda. Begunska taborišča, ki so jih pripravljali Avstrijci čez mejo za 80.000 Slovencev, ki naj bi pobegnili iz strahu. V primeru agresije so ostala prazna, niti enega šotora niso napolnili. Je pa res bilo nekaj hotelov v Vrskem jezeru, polno tistih Slovencev, ki so danes marsikje v prvih vrstah na raznih proslavah, takrat pa so šli na varno. Tudi kakega ministra takratne vlade smo imeli, ki je raje ostal na Dunaju, kot bi prišel sem. Je pa to tudi hkrati dan, ko je na štab obrambe oziroma na koordinacijsko skupino prihajalo na tisoče klicev, pisem, faksov naših rojakov po svetu. Celo iz Argentine in iz Avstralije so se javljali prostovoljci, ki so želeli predvsem jim pomagati braniti Slovenijo. Se pravi, slovenski narod je bil enoten tudi preko meja takratne matične domovine. In znotraj tega naroda je obstajala, peščica ljudi, ki so držali takrat v rokah orožje in ki so prevesili tehtnico. Če takrat gospod Drnovšek ne bi se streljil tega helikoptera, če takrat gospod Krkovič nekaj minut zatem ne bi usmeril strelca, ki je se streljil helikopter nad Rožno dolino, agresorski helikopter nad Rožno dolino v Ljubljani, če ne bilo takrat nekaterih poveljnikov teritorialne obrambe in nekaterih enot policije, ki so še vedno držali v naših rokah nekatere mejne prehode, blokirane oklepne kolone na Medvedjeku, pri Dravogradu, pri Ormožu, kasneje pri Kogu, potem bi tisto, kar so takrat svetovni mediji poročali, postalo resnica. Slovenska osamosvojitev bila preprečena in kot je takrat poročala CNN iz Holiday Inna v Ljubljani, ta patetični poskus neke podalpske etnije bi utonil v pozabi zgodovine. Ker pa smo imeli pogumne ljudi, ki so vedeli, da če ne bodo storili tega, kar od njih zahteva domovina v tistem trenutku, ni nikogar drugega, ki bi to naredil. Ki so vedeli, da s tem, ko branijo domovino že na samem začetku, to domovino tudi rešujejo pred, recimo, dolgotrajnimi, večmesečnimi ali večletnimi spopadi, ali če hočete, pred usodo, za katero takrat še nismo vedeli, danes povemo,
kakršna je kasneje doletela del Hrvaške in praktično celotno Bosno in Hercegovino. Lahko si prikličete pred spomin tiste slike iz teh bojišč, ki smo jih potem spremljali še 3 oziroma skoraj 4 leta do Daytonskega sporazuma, in si ustvarite podobo o tem, kakšna je bila Slovenija, če bi se takrat, rekel, bolj oklevalo. Če pa sploh ne bilo teh pogumnih ljudi, potem bi pa Slovenija klonila, in veliko vprašanje je, kdaj bi se v zgodovini ponovno odprlo okno priložnosti za to, da Slovenci dobimo svojo državo. In če bi se odprlo v letih, ki so sledila, bi bila cena zagotovo večja. Danes lahko rečemo, da kljub temu, da je vsaka žrtev, ki je padla, obžalovanja vredna, da se treba vprašati tudi po krivdi tisti, ki so Slovenijo razorožili, zato da je do napada na Slovenijo sploh prišlo, da je treba vedno, tudi v prihodnih rodovih, ceniti žrtve in sočustvovati svojci padlih v vojni za Slovenijo in jim da dostojno mesto v zgodovinskem spominu naroda in v zgodovini Slovenije nasploh. Treba je pač kljub temu vedeti, da če teh pogumnih dejanj na začetku ne bi bilo teh žrtev še bistveno več, in da je, ko vse seštejemo, zaradi tega poguma cena, ki smo je Slovenci v krvi plačali v tej končnici, ko smo dobili svojo državo, relativno nizka, še vse, če to primerjamo z nekaterimi drugimi deli bivše države ali pa s katerimkoli evropskim narodom skozi zgodovino, ko so ti narodi dobivali svoje državo prvič, drugič, nekateri, rekel, v večjih poskusih. Zaradi tega o 25. obletnici ne moremo mimo rekel, žalosti ali pa obžalovanja na tem, da se nekatera ta pogumna dejanja, ki so nas Slovence ne samo pripeljala na pot, ko imamo lastno državo, ampak ki so tudi preprečila, da bi bilo žrtev več, da se postavljajo pod vprašaj, da morajo nekateri, ki so bili takrat pogumni, zaradi tega hoditi pred sodišče. Ob dejstvu, da so slovenska sodišča, rekel, ravno v teh pripravah na 25. obletnico samostojne Slovenije oprostila zadnjega agresorja, ki je, rekel, dokazano rušil in moril po tej državi. Zdaj, če spregledamo že vse drugo, to dejstvo kaže, da pač nekatere stvari pri nas ne stojijo na nogah, ampak da stojijo na glavi. Mislim, da tisti, ki smo danes tukaj zbrani, se tega zavedamo. Zdaj, ta spominska tabla, ki bo rekel, vsem obiskovalcem, vsem, ki so šli tukaj mimo, izpričevala zgodovinsko dejstvo o tem pogumnem dogodku, o tej, rekel, prvi sestrelitvi agresorskega helikopterja v vojni za Slovenijo, je, rekel, hvalevredno dejanje, za katerega se zahvaljujem tako močni organizaciji Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve kot občini Ig in gospodu županu. Mislim, da je odkrito v pravem času, z pravim sporočilom. Seveda pa gre največja zahvala tistemu, zaradi katerega lahko to tablo sploh odkrivamo in praznujemo to v samostojni Sloveniji, gospodu Zoranu Drnovšku. Hvala lepa. Šele ko so pogumni fantje in možje, imena katerih danes velikanska večina Slovencev ne pozna, njihovih slik ni v učbenikih, tam so neke druge slike, niso na naslovnicah časopisov, zelo težko prodrejati tudi skozi sito teh raznih komisij za odlikovanje. Ko so ti fantje in možje opravili svojo dolžnost,
in je Slovenija v vojni za Slovenijo zmagala. Šele takrat je politika spet lahko začela upravljati svoje delo in naredila še vse tisto, kar je bilo potrebno za to, da je bila razglašena in obranjena slovenska država tudi mednarodno priznana. S tem smo dobili neko streho na naši hiši. Ta streha še vedno stoji. Pokriva hišo, v kateri je mnogo razlik in s tem ni nič narobe. Že pokriva, ta streha pokriva tudi hišo, v kateri je preveč dilem o tem, ali to hišo sploh potrebujemo, ali tista prejšnja koča ni bila mogoče boljša. Poslušamo o tem, kako je bilo življenje v bivši Jugoslaviji pravzaprav boljše, kako stranko ima v slovenskem parlamentu, kjer pravijo, kjer obžalujejo, da se je Slovenija osamosvojila. Skratka, to so pa stvari, ki po mojem mnenju ne spadajo v tisto polje razlik, ki je produktivno, ki je normalno, ampak so to stvari, ki načenijo ne samo streho, ampak tudi temelje te hiše, ki smo jo postavili pred 25 leti. Zato je treba o teh stvareh tudi odkrito govoriti in se vprašati, na kateri točki smo toliko skrenili s poti, da je to sploh možno. Vendarle mi dovolite, da ob zaključku tega nagovora za čast in za to čas se zahvaljujem. Podelim z vami neko prijetno izkušnjo zadnjih tednov in dni. Ta slovesnost je ena od mnogih, na katerih sem sodeloval. Pravzaprav od slovenske Istre do Prekmurja. In posod se nas je zbralo veliko, ki smo z veseljem obhajali 25. rojstni dan samostojne Slovenije. Velika večina teh slovesnosti ni bila niti omenjena v osrednjih slovenskih medijih. Zato ljudje izven krajev, kjer so te slovesnosti bile, pravzaprav sploh ne vedo, da se je celotna Slovenija v teh dneh in tednih veselila na nekaj 100 zelo dostojnih, lepih, veselih slovesnostih. Časopis pišejo o 2 proslavah, da ste bile 2 proslavi. Jaz sem bil na kakšnih 25. In na vseh so plapolale slovenske zastave. Na vseh sem srečal ljudi, ki se zavedajo tega, kar se je zgodilo pred 25 leti. In tudi ljudi, ki vedo, zakaj je bilo takrat potrebno prijeti za orožje. To dejstvo je danes bolj pomembno, ali pa to zavedanje danes še bistveno bolj pomembno, kot je bilo mogoče še pred tednom dni. Pred tednom dni, recimo, če bi kdo mene vprašal, ali obstaja kakršnokoli možnost, da se že v življenju naše generacije ponovno zgodi, da bo treba obraniti domovino, bi rekel ne. Bi rekel ne, smo v Evropski uniji, smo v zvezi NATO, znanje okolje je končno tako ugodno za Slovenijo, kot ni bilo še nikoli v zgodovini, naši zgodovini in zgodovini naših prednikov. In pač treba je biti sicer pripravljen za vsak slučaj, ni pa nobene realne možnosti, da bi se kakšna podobna situacija, kot je bila pred 25 leti, ponovila. No, potem pa se je zgodil britanski referendum. Nastala je velika razpoka, velika nevarna razpoka znotraj evropske zgradbe. Veliko modrosti bo potrebne v glavah tistih, ki v Evropi vedrijo in oblačijo. Več modrosti, kot so je pokazali v zadnjih letih ob spopadu z to migrantsko krizo in še nekaterimi drugimi problemi, zato da se ta razpoka zakrpa. Je pa nevarna in z tega vidika se je treba teh dogodkov pred 25 leti spominjati tudi iz prvič razloga, da bomo še bolj trdno in uspešno delali za to, da do takšne situacije ne pride, in drugič za to, da smo pripravljeni, če bo potrebno domovino kdaj braniti tudi v prihodnje.
In je to, vključno z današnjo slovesnostjo, tudi sporočilo sedanjim in prihodnim rodovom. Hvala vsem, ki se tega zavedate. Hvala vsem, ki ste v teh dneh z veseljem praznovali naš skupni 25. rojstni dan. Tudi tokrat bom ponovil besede Jožeta Pučnika izpred 25 let, ko je dejal: ostanimo ponosni in pogumni, naj živi Slovenija. Hvala lepa.